Na speče ljudi se je v temi spustil hrib, dobesedno. Začelo se je krog pol dveh, pokat, škripat. To se ne da povedati. Pod vtisom strašne noči pripoveduje Franci, ki mu je zemlja prihrumela v dom. A najprej je zgrmela v višje ležečo hišo Jožeta Sebanca, kjer na srečo ni bilo nikogar doma. Štalo je po celo zbrisalo, podrlo celo. Živali noter, še zdaj noter, rešujejo zdaj. Sem je mrtvo, to je mrtvo. Ne? S Francijem pa je bila v hiši 87-letna nepokretna mama. Enostavno tiste vhodne vrate, to, ko da je stiropor. Mobitel najdem, ker je toka zmanjkalo, ne? Pa 112 pokličem. Šoštanski gasilci so v formi. 9 dni smo skozi na terenu, smo mislili o malo boljšem, ampak dan zjutraj smo nas spet poklicali in mi smo šli spet v akcijo. Gasilca jaz noter imamo zagrabimo, ker je nepokretna, ne? Zarjuham vse, čez tisto blato, čez kuhinjsko okno ven. Potem smo šli tudi do druge hiše, da smo rekli, da ne pazi, ali se bo, ta gmota zemlje se je skozi približevala prvo onim dvem hišam, potem pa še tej hiši, ki je tule. To se je še pol naknadno zrušilo. To je groza, mislim, to nekaj. Od 5. ure zjutraj pa že 8 kamionov odvaža gmoto, zemlje, lesu in drugih naravnih materialov, ki so se zrušili na tukajšnje hiše. Zemlja je močna sila, solidarnost prav tako. Na pomoč so priskočili vsi sosedi, vaščani, gasilci, Rdeč križ, civilna zaščita tudi, vsi. Nismo mogli nič rešiti, samo smo lahko evakuirali ljudi in spremljali, kaj se dogaja. Vedno je pomembno, kako se ljudje odzovejo na lastno nesrečo. Pa padeš, pa se pobere, vse to je življenje, vse to je skozi. Le nesreča zna včasih biti večja od življenja, a minulo noč ni bila.